Smo že dobro v sezoni, ko pogosto smrkamo, kašljamo, se tudi slabo počutimo. In če pri tem ostane, je še dobro za nas. Lahko pa se okužbe dihal tudi zapletajo, lahko vodijo v bronhiolitise, vnetje srednjega ušesa, pljučnice, lahko kroničnim bolnikom poslabšajo kronično bolezen, lahko pa vodijo tudi v najbolj tragičen razplet. Ampak danes bomo govorili o tem, kako uspešno preprečiti nekatere okužbe dihal, o sezonskih cepljenjih. Pridružil se mi je epidemiolog in predstojnik mariborske območne enote NIJZ Zoran Simonovič. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Pogovarjava se v času, ko so okužbe dihal že zaokrožile ali že kroži tudi gripa med prebivalstvom. Ja, tako je. Pravzaprav ugotavljamo posamične, laboratorijsko potrjene primere gripe že vse od začetka sezone spremljanja povzročiteljev akutnih respiratornih okužb. Ta sezona spremljanja se prične v 40. tednu, torej v letu, kar pomeni v začetku oktobra, in lahko rečem, da v vsakem tednu je potrjen 1 ali do 2 nekaj primerov, torej laboratorijsko potrjenih primerov gripe. To še seveda ne pomeni, da govorimo o nekem širšem pojavljanju gripe pri nas, ampak kot je to v Sloveniji običajno, se sezona pojavljanja gripe prične nekje v drugi polovici meseca decembra, potem pravzaprav zelo hitro naraste, doseže vrh nekje konec januarja ali pa v začetku februarja in potem v mesecu marcu, aprilu postopoma izveni. Tako da seveda vsako leto ta sezona gripe poteka zelo podobno, razen v času epidemije covida, ko smo zaradi vseh ukrepov pravzaprav preživeli celo eno sezono brez omembe vredne gripe. Nato je naslednje leto se gripa prestavila in se začela šele v pomladnih mesecih, ko smo nekako opustili vse te preventivne ukrepe. No, sedaj pa v teh zadnjih 2 letih spet se gripa pojavlja kot običajno za vsako sezono gripe. Če se še nismo cepili proti gripi, je potem zdaj še dovolj zgodaj? Ja, pravzaprav je še vedno dober čas za cepljenje proti gripi, je še pravi čas. Čeprav proti gripi običajno začnemo cepiti že nekje v začetku ali v sredini meseca oktobra, takrat je pač na voljo to sezonsko cepivo. Pa kljub temu torej zelo smiselno je cepljenje pravzaprav vse do takrat, ko začne gripa pa res, torej lahko rečemo kot v neke vrste sezonsko epidemično pojavljanje, pa še takrat je za koga to cepljenje lahko pravočasno, če pač seveda se ne okuži med temi, ki se okužijo prvi. Ker nekateri se, kot sem slišala, okužijo lahko celo aprila, ne? Res je, pravzaprav virus gripe se nenehno, nekje se zelo redko, ne, ampak se pojavlja. Prvič ljudje potujemo na južno poloblo, takrat je, recimo v našem času, našega poletja, je pač sezona gripe na južni polobli sveta in zaradi teh migracij seveda se tudi virusi gibljajo po svetu in lahko pridemo v stik z okuženo osebo in zbolimo tudi za gripo v poletnem času, vendar je to seveda tveganje zelo majhno. V tem jesensko-zimskem, pomladanskem času pa je tudi pri nas na severni polobli pač značilno intenzivnejše širjenje, medosebno širjenje virusov, povzročiteljev respiratornih infektov, seveda tudi gripe. Imate slučajno podatek, koliko ljudi v Sloveniji se je letos že cepilo proti gripi? Ja, pravzaprav ta podatek spremljamo na NIJZ redno, tako da vemo, da trenutno se je do sedaj cepilo nekje do 100.000 že oseb, kar pomeni nekje 4,4% slovenske populacije, tako da seveda pričakujemo, da bo v naslednjih tednih to cepljenje še vedno zelo aktivno potekalo. Imate slučajno podatek, koliko pa teh ranljivih skupin, ki jih gripa lahko posebej prizadene, lahko pogosteje vodi v zaplete, se je cepilo proti gripi? Ja, gripa seveda je nevarna bolezen, lahko rečemo, ne, za določene kategorije oseb, to so predvsem vsi starostniki oziroma starejše osebe od 65 let, ko imunski sistem nekako začne postopoma slabeti. Potem so to tudi vsi kronični bolniki,
pa tudi nosečnice, osebe z prekomerno telesno težo, pa tudi vsi otroci, sploh ti majhni do starosti 2 let. Tako da spremljamo tudi precepljenost po teh različnih skupinah in lahko rečemo, da je predvsem pomembno torej cepljenje teh starejših oseb. V tem trenutku se je cepilo približno 15% vseh oseb starejših od 70 let. Priporočilo je pa 75%. Seveda, v Sloveniji. Svetovne zdravstvene organizacije. Tako je, ja, v Sloveniji pravzaprav vsako leto ostajamo na dnu med vsemi evropskimi državami glede na delež precepljenih oseb starejših od 65 let in smo torej daleč od tega cilja, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, to je, da bi cepili vsaj 75% starejših od 65. V Sloveniji smo recimo dosegli enega boljših rezultatov v prvem letu pandemije COVID, torej v sezoni 2020-2021 se je cepilo 10% celotne slovenske populacije. Če pa pogledamo samo starejše od 65 let, se jih je pravzaprav takrat cepilo 27%. In to je bil pravzaprav najboljše leto za slovensko precepljenost. Potem je še naslednje leto tudi vztrajala precepljenost približno pri 25%, no kasneje je padla spet pod 20%. Tako da v lanskem letu podatek je, da je bilo cepljenih 18% teh starejših od 65 let, morda nekoliko več starejših od 80 let, to je bilo potem, teh je bilo mislim, da 22% cepljenih. Ti so še posebej ranljivi. Še posebej, torej za starostjo se povečuje tveganje za težji potek gripe. Tako da res si želimo, da bi tukaj več ljudi pravzaprav poskušali ozavestiti o tem, kako pomembno je za njih, da se zaščitijo pred gripo s cepljenjem. Ker pri gripi imam takšen občutek, da ljudje podcenjujejo tako bolezen kot tudi cepljenje. Dejansko pa gre lahko za težko bolezen, ki v hude težave spravi tudi sicer zdrave ljudi, recimo povprečne 30-letnike. Kateri pa so tisti najpogostejši zapleti in koliko pogosti so ti zapleti? Res je, gripa je pravzaprav zelo pogosta bolezen, če tako rečemo, in vsako leto približno 5-10% populacije, torej tudi Slovencev, zboli za gripo. To so relativno velike številke, s tem, da je potrebno poudariti oziroma povedati, da je pri večini mladih zdravih, seveda gripa pač neprijetna bolezen, pri večini poteka z visoko temperaturo, nenaden začetek, smo zelo utrujeni, boli nas glava, močen kašelj ponavadi prisoten in zelo obremeni osebo, ampak traja pa res nekaj dni in potem je stanje postopoma samo od sebe nekoliko boljše. No, nevarna je gripa predvsem kot sem že povedal, za starejše osebe, za vse osebe z kroničnimi obolenji. Saj pri njih gripa prvič lahko sama poteka v težji obliki in se lahko razvija tudi pljučnica, lahko pa gripa poslabša njihovo osnovno obolenje in to je najpogostejši razlog, da oseba sicer starejša z kroničnimi obolenji zaradi gripe potem na koncu potrebuje bolnišnično pomoč, torej zdravljenje v bolnišnici. In če povem samo kot en podatek, kako pravzaprav nevarna je gripa, po svetovnih podatkih za gripo vsako leto umre približno 500 oziroma pol milijona ljudi, torej pol milijona ljudi vsako leto za gripo umre, kar je pravzaprav zelo velika številka. Da ne govorimo seveda o vseh tistih, ki gripo sicer prebolijo, preživijo, vendar zato potrebujejo intenzivno bolnišnično zdravljenje. Pa še bi lahko rekli, gripa je tudi nevarna za majhne otroke, za nosečnice. Vemo, da pri nosečnicah, ki dobijo gripo, se lahko pojavijo kar hudi zapleti in tudi za osebe, ki imajo prekomerno izrazito telesno težo. In komu še priporočamo cepljenje proti gripi? Priporočamo ga tudi vsem, ki delamo ali pa prihajamo v stik z ranljivimi skupinami. Torej, to so zdravstveni delavci, to so tudi vzgojitelji, to so vsi delavci v recimo domovih starejših občanov. Vsem tem bi bilo cepljenje proti gripi zelo priporočeno. Pa seveda tudi vsem ostalim
ki doma skrbijo recimo za starejše družinske člane, za kronične bolnike, za majhne otroke. Ne. Tudi vsi ti v stik z dojenčkom, novorojenčkom. Vsi v družinah širših nekako prihajamo v stik tudi z tistimi, pri katerih gripa lahko poteka v težji obliki. In če želimo zmanjšati možnost, da ti naši svojci zbolijo za gripo, je prvič pomembno, da se sami, ti naši svojci cepijo, in drugič, da se cepimo še vsi ostali, ki z njimi prihajamo v stik. Tako jim bomo najbolje zaščitili. Takšen primer je bila naša družina, ko sem jaz prvič rodila. Sem pred porodom, rodila sem pa namreč v sezoni respiratornih okužb, sem prosila in detke in babice in tete in strice, naj se vsi cepijo, in so se cepili. In je to ostalo jim v navadi vnaprej. Ja. A vi ste že cepljeni letos? Ja, sem se cepil. Ja. Pravzaprav sem proti gripi se cepil pred nekaj dnevi, zaradi tega, ker sem oziroma načrtujem eno kratko potovanje v času teh jesenskih praznikov, in tam se bo zbralo seveda na relativno zaprtem, omejenem prostoru večje število ljudi iz različnih koncev sveta, tako da možnosti za prenos tudi virusa gripe bo takrat večje, in ker se cepim sam tudi že vrsto let redno, mislim, da že 25 let, čisto vsako sezono, sem seveda to cepljenje potem tudi letos že opravil. A pa zmeri se cepite recimo oktobra ali zamikate ta čas? Ja, pravzaprav so nekatere diskusije, da je morda bolje se cepiti kasneje v tekom leta. Saj vemo, da po cepljenju, prvič, kar je pomembno povedati, potrebno se je pravočasno cepiti, zato ker telo po cepljenju potrebuje še nekje 10 do 14 dni, da se razvije ta ustrezna zaščita. Po drugi strani pa imunski odgovor, ki nastane po cepljenju, nas pa ščiti nekje najbolje 3 mesece, pa nekje do 6 mesecev. Tako da mi vemo, da če se oseba cepi čisto v začetku, ko je cepivo na voljo, bo verjetno relativno dobro zaščitena do konca sezone. Vendar bo proti koncu sezone ta zaščita pred gripo že nekoliko upadala. In če bi se cepili nekoliko kasneje, bi potem morda tudi podaljšali to obdobje zaščitenosti. Ampak kot rečeno, glede na to, da se gripa že lahko nenadoma začne hitreje širiti, nekje tudi že recimo v začetku decembra, morda že konec novembra, pa če odlašamo za izvedbo cepljenja, smo lahko prepozni, se cepimo, čez nekaj dni se morda že srečamo z virusom, po cepljenju do takrat se še zaščita ni vzpostavila in kljub cepljenju seveda lahko za gripo zbolimo. Torej je bolje prej, kakor pa gamblat. Tako, ker ne vemo, kdaj nas čaka. Če nas čaka virus gripe nekje za ovinkom in bomo se srečali z njim, se je seveda pametno cepiti čim hitreje, in seveda vemo pa, da pri večini oseb bo nekje to polletno obdobje dovolj visoke zaščitenosti prisotno, in potem smo zaščiteni nekje do aprila, recimo meseca, ko pa potem postopoma sezona gripe tudi izveni. Od česa pa je odvisno, koliko časa bo ta zaščita držala, pa v bistvu kako dobro zaščito bo telo ustvarilo? Ja, zelo veliko je seveda odvisno od našega imunskega sistema, našega imunskega odgovora, tako da gre za te individualne razlike, in ravno, kar je zanimivo, osebe, pri katerih je cepljenje proti gripi najbolj smiselno, ker je za njih najpomembneje, da se zaščitijo pred gripo, to so že prej povedano osebe, ki imajo nekoliko slabši imunski odziv, kronični bolniki. Ravno pri njih pa vemo, da tudi odgovor na cepljenje nekoliko slabši. Torej, cepivo nekako bolje zaščiti zdrave ljudi, ki sicer tudi pri gripi nima običajno tako težkih potekov, ampak kakorkoli. Torej, to je eden od razlogov, zakaj različno odreagiramo in smo različno zaščiteni potem, ko se cepimo. Drug razlog je pa ta, da je učinkovitost cepiva vsako leto odvisna od tega, koliko se potem dejansko ujemajo te različice virusa gripe, ki so v cepivu. Lahko rečem, v cepivu so 4 različice gripe zajete, in pa kakšne različice gripe bodo potem dejansko v populaciji krožile. Tako da tukaj kakšno leto to je ujemanje boljše, in takrat je tudi učinkovitost cepljenja, zaščita po cepljenju veliko boljša, včasih pa ali pa na določeno komponento, določen tip virusa pa je zaščita lahko nekoliko slabša. Pa da se mogoče sam vrneva do tega, kar ste rekli, da
slabš prime cepivo, ne prime, ampak slabši odziv na cepivo ustvarjajo ravno tisti, katerim je cepljenje tako priporočeno. Ne? To ne pomeni, da pa pol se ne cepijo, oziroma to je še dodaten razlog, da se njihovi svojci cepijo. Točno tako, ampak seveda, absolutno, če se ne cepijo, pač nimajo pa dobajne zaščite, ne? Tako da kakršnokoli zaščito že ustvarijo po cepljenju, je veliko boljše, kot pa če zaščite dobajne nimajo. In pa seveda tudi več njihovih kontaktov, s katerimi prihajajo vsakodnevno v stik, se bo zaščitilo s cepljenjem proti gripi, toliko manjša bo možnost, da bo potem virus gripe našel pot tudi v njihova dihala. Kaj bi se zgodilo, če bi se uresničila ta želja oziroma pričakovanje Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bilo precepljenih 75% starejših prebivalcev? Ja, to bi pravzaprav pomenilo, da bi imeli vsako sezono, torej zimsko sezono, veliko manj oseb, ki bi zaradi okužbe z gripo potrebovali bolnišnično oskrbo. Namreč potrebno je povedati, da ko se cepimo proti gripi, se seveda nam zmanjša možnosti, da bomo zboleli za gripo, ampak cepljenje je daleč od 100% zaščite. To pomeni, da ko se cepimo proti gripi, samo zmanjšamo možnosti. In učinkovitost cepiva je vsako leto tam nekje okoli 30 do 50%. Kar pa je bolj pomembno pa je, da tiste osebe, ki so cepljene, pa zelo močno, tudi do 80%, zmanjšajo možnosti, da bodo zbolele za težko obliko gripe, torej da bodo rabile bolnišnično zdravljenje. In to bi potem pravzaprav bil rezultat. Če bi se cepili res vsi starostniki, vsi kronični bolniki, vsi, za katere vemo, da je gripa pri njih lahko poteka v težki obliki, ki zahteva bolnišnično zdravljenje, bi pravzaprav bolnišnice v času zime imele več prostih postelj za zdravljenje drugih pacientov zaradi drugih bolezni, kot pa zdaj vemo, vsako leto zmanjkuje postelj, ker se poveča število oseb, ki se zdravijo zaradi akutnih respiratornih okužb. Odpirajo nove oddelke v bolnišnicah. In so v hudih stiskah, ker pač enostavno včasih se zgodi, da tudi pacientov nimajo kam niti nastaviti, oziroma zmanjkuje postelj vsako zimo v vseh slovenskih bolnišnicah. Ravno zaradi respiratornih okužb, ki potem seveda, kot sem že prej povedal, poslabšajo kronična obolenja, ki jih ljudje imajo. Že prej ste rekli, zelo nizka precepljenost v Sloveniji, ne, proti gripi. Kateri so pa po vašem mnenju razlogi za to? Ja. Moramo tukaj opozoriti na to, da dejansko cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce Slovenije in v bistvu zelo dobro pokrito, ker se tako lokacijsko vsak se lahko v svojem radiju recimo 2 km cepi. Tako, skoraj tako. Ja, lahko rečemo, da je pred letom 2020 bilo potrebno za cepljenje proti gripi nekaj doplačati. Tudi za tiste osebe, ki so imele cepivo brezplačno, so pa morale plačati izvedbo cepljenja. To je bilo sicer nekaj malega, 7 evrov se mi zdi, ampak to je tudi za nekatere lahko predstavljalo neko oviro. Od leta 2020, torej cepljenje proti gripi vsako leto za celotno populacijo Slovenije, torej za vse osebe, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je to cepljenje brezplačno. Tako da nek finančna ovira za izvedbo cepljenja ne obstaja več. Kot rečeno, tudi dostopnost do cepljenja ne moremo reči, da je idealna, ampak je seveda relativno dobra. Proti gripi se osebe lahko cepijo pri večini izbranih zdravnikov, ki izvajajo to cepljenje, potem vsi zdravstveni domovi izvajajo cepljenje, pa tudi ambulante Nacionalnega inštituta za javno zdravje, teh je 9 v Sloveniji. Tako da torej je kar veliko teh mest, kjer se cepljenje lahko opravi. Zakaj smo potem vsako leto še vedno na repu med vsemi evropskimi državami, je pa verjetno eden od razlogov ta, da Slovencem se zdi gripa, da se jim zdi, da gripa ni tako zelo nevarna bolezen. Včasih tudi zamenjujejo, torej vsak prehlad, ker mi vemo, da vsako leto prebolimo kar nekaj prehladnih obolenj in nekateri mislijo, pa se sem prebolel gripo, ni bilo tako hudo in tudi naslednjič ne bo. Pa niso preboleli gripe, preboleli so nek drug, nek respiratorni infekt, ki ga povzroča drug povzročitelj. To po drugi strani pa
Slovenci imamo neke iracionalne dvome in strahove v varnost in učinkovitost tega cepiva. Kot rečeno, cepivo je relativno dobro, lahko rečemo, ni pa idealno učinkovito, po drugi strani je pa izjemno varno. To cepivo je eno najbolj varnih cepiv in tudi zelo velike količine se ga vsako leto porabijo v svetu. Po enih ocenah nekje približno 1 milijarda ljudi se vsako leto na svetu cepi. Torej pri taki količini uporabljenega cepiva, če bi bilo to cepivo nevarno, bi seveda to na nek način bilo tudi že izkazano, pa ni, kar pomeni, da gre za zelo varno cepivo, ampak še vedno, če sprašujemo, ljudje se nekoliko bojijo stranskih učinkov cepiv, ne verjamejo pravzaprav v smiselnost cepljenja in tukaj smo žal nekje po teh prepričanjih v vrhu v Evropi in bomo težko, oziroma morali bi pravzaprav res veliko delati na tem zavedanju, ozaveščenosti o nevarnosti gripe in o varnosti in učinkovitosti in dobrobiti cepljenja. In potem bi morda lahko dosegli boljši rezultat. Ja, ker gripa dejansko ni samo en prehlad ali pa virozica. To mnogi razmišljajo v tej smeri. Ne? Prava gripa je tista, ki je že za zdravega kar naporna nekaj dni, smo kar res bolani, medtem ko pa za vse ostale, kot rečeno, pa zelo nevarna in tudi smrtna bolezen. Prej ste omenili, da večkrat na leto zbolimo za prehladi in tako. A obstaja kakšen podatek, kolikokrat dejansko povprečen odrasel človek zboli za respiratornimi okužbami dihala? Seveda so ocene, je pa to čisto odvisno od posameznika in tudi od vsakega leta. Ne obstaja kakšno sezona leto, ko ne zbolimo, ko se niti enkrat ne prehladimo, pa je kakšna sezona leto, ko zbolimo tudi za 3-4 prehladnimi obolenji. Nekje povprečno bi pa vsaka odrasla oseba prebolela 2 do 3 virusni okužbi na leto. Otroci pa tudi veliko več, tudi 5-6 teh epizod letno, ko pa začnejo z temi skupnostnimi varstvi, torej ko vstopijo v vrtec, pa so običajno takrat teh epizod prebolevanja okužb, respiratornih okužb, pa tudi okužb s prebavnimi težavami še veliko več. In starši teh otrok zraven. Seveda. A nam lahko ena stvar, recimo, zaradi katere tudi recimo, ljudje imajo pomisleke za cepljenje proti gripi, je to, da pravijo, jaz sem se cepil proti gripi, pa sem bil pa ful bolan. Res je. Kako je s tem? Večkrat slišimo ljudi, ravno tega, ko jim predlagamo cepljenje proti gripi, da saj sem se pa enkrat cepil in potem sem pa tisto leto imel zelo hude težave in zbolel za gripo in tako dalje. Ja, gledajte, odgovarjamo jim, da je seveda možno, tudi, da če se cepimo proti gripi, tudi lahko prebolimo prav res gripo. Ne? Kot rečeno, cepljenje ni 100% učinkovito. Ampak tudi v tem življenju ni 100%. Tako, ampak hkrati moramo vedeti, ja, ste preboleli gripo, ampak lahko bi ta gripa potekala veliko huje, če ne bi bili cepljeni. Tega pa To je ta smisel cepljenja. Ne? Najverjetneje nam je ublažil potek gripe. No, po drugi strani pa cepivo proti gripi spada med tako imenovana mrtva, inaktivirana cepiva, kar pomeni, da v sebi nimajo popolnoma nič živega. Da bi lahko torej po cepljenju, zaradi cepljenja, oseba zbolela za neko gripo ali pa prehladom, je nemogoče. Ne? Seveda pa je mogoče, ker je ob samem cepljenju že dan, dva ali pa takoj po cepljenju prišel v stik z nekim drugim virusom prehladnim in oseba po cepljenju zboli za tem prehladom, misli, da je zbolela za cepljenja, seveda pa je pač to časovno samo sovpadalo. No, po drugi strani pa je pravzaprav tudi na tej številnih raziskavah pa vseh teh rečemo postmarketinškem spremljanju nekih neželenih, torej teh težjih neželenih učinkov po cepljenju, pa potrjeno, da cepljenje proti gripi niti ne povzroča, niti ne poslabša določenih avtoimunskih obolenj, kot je recimo astma, neke alergije, kaj takega. Tako da zagotovo, ne sladkorna bolezen, in zagotovo cepivo proti gripi zelo, zelo varno in ne povzroča teh nekih težjih neželenih učinkov, ki bi se jih recimo lahko bali. Je pa kot vsako cepivo seveda lahko po cepljenju pride do te lokalne reakcije, roka lahko nekoliko boli, teče rdeča, oteklina na mesto boda, vendar so to vse stvari, ki spontano izvenijo v 1 ali do 2 dni. A pa lahko recimo cepljenje nam tako zamaje ali pa obremeni imunski sistem, da bi zaradi tega lahko potem
bili bolj dovzetni za okužbo. To je tudi strah, ne? Tudi to je tudi strah. Ko cepimo tudi otroke, tako, z tistimi cepivi, ki vsebuje 6 antigenov, pa cepimo pri 3 mesecih, je marsikaterega starša strah. Ja, pa ni to mogoče preveč za imunski sistem? Ne, seveda ni. Ne? Naš imunski sistem je zelo robusten. Že otrokov, dojenčkov imunski sistem je zelo robusten in nek antigen, vnos antigena v telo pravzaprav ni nič nenavadnega. Mi vsakodnevno vnesemo v telo številne, mnoge antigene, preko hrane, preko raznih krem, ne, ki prihajajo potem v naše telo preko kože. Tudi preko v vdihanem zraku imamo določene antigene. Tako da za telo pač en dodaten antigen za ta imunski odgovor ni pravzaprav nobena posebna reč in po cepljenju ne moramo niti slučajno govoriti o tem, da imamo po cepljenju nekoliko slabši imunski odgovor, torej to ni res. Kvečemo po cepljenju imamo boljši imunski odgovor, ker pride do tega imunskega odziva in razvoja specifične zaščite pred temi povzročitelji, ki smo jih s cepljenjem v telo, torej s cepljenjem seznanili z njimi. Spregovoriva še o cepljenju proti COVID-u. Imate podatek, koliko ljudi je bilo cepljenih proti COVID-u v letošnji sezoni? Ja, v tem letu 2024 do sedaj približno 14,000 oseb se je že odločilo za cepljenje z tem prilagojenim odmerkom cepiva. To je pa bistveno nižje, kot pa to je nižje, kot je bilo v lanskem letu. Seveda še pričakujemo, da se, glede na to, da se je cepljenje praktično šele dobro začelo, da se bo tudi ta številka še nekoliko povečala. Je pa res, da je cepljenje proti COVID-u v zadnjih 2 letih nekako je pri ljudeh se je zmanjšalo zanimanje, pač vsi smo na nek način se z tem virusom, ki povzroča COVID-19 že srečali, tudi v začetku se je kar veliko, ne vemo, več kot 60% Slovencev pa vseeno cepilo, tako da zdaj, ko zbolimo, torej večina ljudi potem zdaj, ko pridemo v stik z COVID-om, prebolimo COVID v relativno blagi obliki, ampak žal še vedno obstajajo primeri, ko tudi zaradi COVID-a ljudje rabijo bolnišnično zdravljenje, tudi na enotah intenzivne terapije, tako da je cepljenje proti COVID-u še vedno smiselno za določene kategorije. Ampak prav zdaj je COVID ogromno, ne? Res je, ampak COVID še vedno ni postal sezonska bolezen. Mi pričakujemo, da bo COVID podobno kot gripa sezonsko obolenje, ki se bo ponavadi potem v naslednjih letih vsako leto pojavljal v tem jesensko-zimskem pomladanskem času. Zaenkrat še ni tako. COVID se je recimo v lanskem letu sicer je bil jeseni en večji val, pa potem letos spet nekje se je začelo pa konec avgusta, tako da je september, oktober bil v letošnjem letu, torej zdaj se počasi že se zmanjšuje to število primerov razširjenja COVID-a, vendar pa vemo, da bo ves čas ta COVID prisoten in bo v nekih, zdaj še ne teh čisto sezonskih valovih se pač število obolelih pač ob nekem obdobju povečalo, je pa to trenutno tudi kar odvisno od tega, ker se virusi COVID-a tudi zelo hitro spreminjajo, ko nastanejo neke nove podrazličice, ki nadomestijo predhodne, so bolj se izmuznejo temu imunskemu odzivu, ki je nastal po predhodnih različicah, po preboleli ali pa po preboleli bolezni ali pa po cepljenju in potem spet večje število ljudi v nekem krajšem obdobju se s tem virusom sreča. Prej ste omenili, da je priporočljivo cepljenje proti COVID-u zlasti za določene skupine prebivalstva. Katere so te skupine in zakaj je ravno za njih? Ja, cepljenje proti COVID-u še vedno torej priporočamo za vse osebe, rečemo kar starejše od 65 let, čeprav tu je še bolj pomembno za starejše od 75 let, torej za te je res smiselno, za vse varovance domov starejših občanov, pa tudi za osebe z zelo slabim ali pa okrnjenim imunskim sistemom. Tako da ti bolniki vejo, za njih skrbijo določeni zdravniki in jim tudi to cepljenje potem seveda lahko priporočijo. Zakaj za njih, kot rečeno, še vedno imamo primere težkega poteka COVID-a in ker so večina teh oseb, ki imajo res težek potek COVID-a, spada v te skupine, potem tem skupinam priporočamo to sezonsko cepljenje oziroma rečemo sezonsko, torej cepljenje z najnovejšim cepivom. Torej to je tistim, ki je najbolj približano tem različicam, ki so trenutno aktualne v populaciji.
Ampak cepljenje pa dejansko brezplačno za vse prebivalce. Tako. Kdorkoli, ki bi se želel cepiti, lahko se proti COVID-u cepi. Kdorkoli, ki pa si želi zmanjšati tveganje, da sploh dobi COVID, ne, oziroma da bo imel težji potek COVID-a, to je podobno kot pri gripi, pa je smiselno, da se cepi proti COVID-u. Tako da cepljenje je brezplačno za vse, kdorkoli se želi. Rekli ste, da COVID še vedno ni sezonska bolezen, ne? Kdaj se je potem sploh smiselno cepiti proti COVID-u? Ja, še vedno takrat, ko pač pride do nekega večjega kopičenja števila, oziroma ko se začne število primerov COVID-a naraščati. In to smo recimo ravno v začetku tega, takoj ko je cepivo, recimo najnovejše cepivo prišlo na trg, na tržišče in je bilo na voljo torej, za cepljenje oseb, smo ga priporočili in takrat se je tudi kar nekaj teh cepljenj izvedlo. Torej za tem najnovejšim cepivom trenutno imamo v Sloveniji oba najnovejše te različici cepiva proti COVID-u. Kolikokrat ste bili pa vi cepljeni proti COVID-u? Kdaj nazadnje? Ja, sam sem bil seveda cepljen proti COVID-u 5-krat, lahko rečem, ne? Ker pravzaprav 5-krat, oziroma 6-krat bomo prešteli, 3-krat v tem osnovnem cepljenju, takrat bilo 2-krat osnovno cepljenje in potem relativno kratkem času še ta prvi poživitveni odmerek. Potem sem se cepil z 4. odmerkom, ko je bil aktualna prvič ta novo cepivo, ki je vsebovalo različico BA.4.5. Potem lani jeseni, ko je prišlo spet do nove vrste cepiva proti COVID-u, ki je vsebovalo takrat aktualno različico XBB. In takrat sem se cepil, moram reči, da zelo uspešno, ker smo v družini, v kateri se največ gibljem, imeli okužbo z XBB in edini sem bil cepljen in edini tudi nisem zbolel. No, potem pa sem se želel enako tudi letos cepiti za tem prilagojenim cepivom, vendar me je prehitela okužba s COVID-om, tako da sem bil prav nekaj dni preden je bilo možno se cepiti, sem bil potrjeno preboleval COVID, sicer brez nekih hudih težav, glede na moje predhodna vsa cepljenja. In tako da se nisem cepil, čeprav pa sam pri sebi vedno razmišljam, velika verjetnost je, da se virusom srečam po naravni poti in kaj je potem bolje, ne? Ali preboleti okužbo po naravni poti, pa vemo, da pri nekaterih ljudeh tudi COVID lahko povzroča te težje, dolgotrajnejše zaplete, dolgi COVID, tudi pri teh različicah sedaj se pojavlja, pa izguba tega okusa, ne? Vonja nekaj časa. Ali pa se je s temi najnovejšimi različicami bolje srečati preko cepljenja, preko cepiva. In sam prisegam na to, da je seveda preko cepiva se bolje srečati, ker ni nekih reakcij, oziroma te reakcije so samo lokalne po cepljenju, ni pa nekih težjih, daljših zapletov, kot pa so mogoči po naravni okužbi. A tokrat ste prvič prebolevali COVID? Ne, sem ga prebolel že potrjeno, sam sem se okužil že prednje, je bilo sploh cepivo na voljo, tako da. Okay. Nazadnje pa je bilo v Evropski uniji registrirano tudi cepivo proti RSV. Respiratorni sincicijski je. Respiratorni sincicijski virus je manj znan med splošno populacijo. Kdo je najbolj ogrožen in kako učinkovito je to cepivo? Ja, seveda infektologi in epidemiologi seveda že v vrsto let spremljamo, ne, tudi tega povzročitelja respiratornih infektov, ki ga imenujemo RSV ali respiratorni sincicijski virus. In vemo, da je pravzaprav zelo nevaren predvsem za majhne otroke, res dojenčke, še posebej za tiste, ki se rodijo z prenizko telesno težo ali pa prezgodaj, torej so res neki pač nedonošenčki, pa vse tiste, ki imajo tudi določene prirojene srčne motnje dojenčki, ne pa tisti, ki se rodijo z slabšim delovanjem pljuč, z kroničnimi obolenji pljuč. Za vse te je ta okužba lahko izjemno nevarna, pride do vnetja teh majhnih dihalnih poti, tudi do pljučnice, pa potem se lahko pojavijo še vročinski krči, pa možganske krvavitve, tako da res nevarno in tudi lahko smrten potek teh okužb. To je ena kategorija, no vedno več pa ugotavljamo, da je ta RSV virus kar pomemben povzročitelj tudi težjih oblik, prehladnih oblik
pri starejših. Torej, tudi pri starejših od 60, še bolj pa pri starejših od 70, 75 let, je tudi RSV velikokrat vzrok za to, da morajo poiskati zdravljenje v bolnišnici. Cepivo je registrirano torej za nosečnice in pa starejše od 60 let. Za nosečnice, zato ker gre za pasivno pridobljeno zaščito novorojenčka. V Sloveniji je na voljo to cepivo od septembra. Za nosečnice je brezplačno, za starejše pa samoplačniško. A imate kakšne podatke, koliko nosečnic, pa tudi starejših, je bilo do zdaj cepljenih? Ja, glede na to, da je to cepivo praktično šele res pred kratkim prišlo v voljo za to množičnejšo uporabo in da je v začetku bilo nekaj težav z samim dosegljivostjo, torej količino cepiva, jih smo do sedaj cepili približno 700 oseb, od tega seveda največ nosečnic, pri katerih je to cepljenje v tem času še najbolj zelo pomembno, ker kot rečeno, pri cepljenju nosečnice ne zaščitimo samo nosečnice, seveda pa tudi njo pred okužbo, ampak kar je še bolj pomembno, preko protiteles, ki gredo skozi posteljico in se potem še bolj koncentrirajo v novorojenčku, je novorojenček potem ravno za obdobje teh prvih 6 mesecev, ko je najbolj občutljiv za okužbo, najbolje zaščiten potem pred to okužbo. Tako da teh nosečnic približno 600-700 oseb, nekje 100 pa drugih posameznikov. Kot rečeno, gre predvsem za te ogroženejše skupino starejših kroničnih bolnikov. Zdaj, ko govoriva o nosečnicah, nosečnice so pogosto, oziroma večina nosečnic je zelo previdna že pri tem, kaj jejo v času nosečnosti. Zelo se izogibajo jemanju zdravil, tudi protibolečinskih, raje ne vzamejo zdravila, kakor pa da bi ga. Oziroma mora biti že zelo hudo. Pa tudi kozmetiko recimo izbirajo drugačno. V tem pogledu je strah nosečnice nekako razumljiv, sploh če gre za prvo nosečnost, se sooča z nečim neznanim, oziroma neka zadržanost je razumljiva. Kaj bi pa vi sporočili nosečnicam? Seveda, izjemno prav je, da so nosečnice zelo pazljive pri raznih vnosih v svoje telo, takrat, kadar pač nosijo še drugo osebo, in to je pravzaprav zelo pohvalno. In prav je, da se tudi nosečnice zelo dobro pozanimajo, kaj je tisto, kar je v času nosečnosti lahko tudi na nek način tvegano za razvoj, za pravilen razvoj in tudi potem za sam, recimo, neprezgoden porod. Tukaj je potrebno povedati, da seveda je pa ravno obratno, da nosečnica, ki želi res največ za svojega bodočega otroka, za svojega torej novorojenčka, ki bo prišel v kratkem na svet, ki bi ga želela najbolj zaščititi in dobro opremiti za dober, zdrav začetek življenja, so pa ravno cepljenja tista, ki pripomorejo k temu. Poleg seveda te zdrave prehrane, rednega gibanja na svežem zraku, je tudi cepljenje nosečnice. Vemo pa, da imamo vsaj 3 cepljenja, oziroma 3 cepljenja, ki jih nosečnicam še posebej priporočamo. To je cepljenje proti oslovskemu kašlju, cepljenje proti gripi in pa cepljenje proti RSV. Vse troje z namenom zaščite novorojenčka. Ne mame, ampak novorojenčka. Gripa tudi mama. Pri gripi zaščitimo tudi nosečnico, ker vemo, da so nosečnice bolj dovzetne za težje pa te gripe, ampak sicer pri RSV in pa oslovskem kašlju pa je glavni namen zaščititi novorojenčka v obdobju, ko so najbolj dovzetni za težji potek teh okužb. In tako da res ravno, in pa po drugi strani seveda, ta cepiva so se morala izkazati v številnih raziskavah, tudi potem, ko zdaj ima že kar nekaj let dovoljenje za uporabo, jih zelo natančno spremljajo, kakršnekoli neki indici, ki bi kazali, da je lahko na nek način malenkostno povečajo neka tveganja pri otroku, bi potem bila resno preučena in v takem primeru cepiva seveda ne bi imela dovoljenja za uporabo. Pri teh cepivih, ki jih sedaj priporočamo za cepljenje nosečnic, pa so vsa potrjeno izjemno varna, tako za nosečnico kot za razvijajoč se.
Torej, na zadnje smo dobili za sezonska cepiva cepivo proti RSV. A se obeta še kakšno? Ja, v tem trenutku, da bi bilo res neko cepivo proti respiratornim okužbam, tem sezonskim, ki so posebej recimo nevarnejša za starejšo populacijo ali pa kronične bolnike, trenutno ni, čeprav se tudi razvijajo recimo cepivo proti enemu nekoliko manj znanemu povzročitelju respiratornih okužb, to je humani metapneumovirus. Seveda pa teh, kot rečeno, povzročiteljev respiratornih okužb je zelo veliko, ampak seveda cepiva, ki jih razvijajo predvsem proti tistim, ki so pa najpogostejši vzrok za te težke poteke, ki rabijo zdravljenje v bolnišnici ali pa tudi, ki lahko potekajo smrtno. Tako da to in bomo videli, kako bo potek teh razvoja potekal naprej. Pa bi lahko v prihodnosti pričakovali lahko kombinirana sezonska cepiva. To bi namreč po mojem zelo olajšalo. Potrebnih bi bilo manj obiskov, z samim enim odmerkom cepiva bi se lahko zaščitili proti večjim povzročiteljem, tem najpogostejšim, in seveda to tudi proizvajalci cepiv razumejo in tudi razvijajo določena cepiva. Vsaj 2 cepivi kombinirani, ki vsebujeta zaščito tako pred gripo kot pred covidom, sta v zadnjih zaključnih fazah kliničnega testiranja in verjetno v tej letošnji sezoni bodo najbolj lahko ugotovili, koliko zaščitijo dejansko potem v sezoni respiratornih infektov, ko bodo spremljali skupino, ki je sedaj v sklopu te raziskave cepljena s tem cepivom, v primerjavi s tistimi, ki niso cepljeni, in ugotovili, koliko res zmanjša potem pojavljanje teh bolezni. Tako da lahko res morda že naslednja sezono 2025 jeseni pričakujemo prvo kombinirano cepivo ki bo hkrati zaščitilo proti gripi in covidu. Potem se razvijajo še druge kombinacije, gripa in pa respiratorni sincicijski virus, pa tudi en proizvajalec sicer je v začetku teh raziskav šele cepivo proti respiratornemu sincicijskemu virusu in humanemu metapneumovirusu recimo. Tako da te kombinacije se razvijajo in v prihodnje bomo zagotovo imeli tudi kombinirana cepiva, ki nam bodo torej z enim cepljenjem omogočila oziroma dajale zaščito pred večjimi povzročitelji. Eden od zadržkov ljudi, pa morda ga niti ne priznajo, pri cepljenju je pa strah pred iglami. Zdaj vemo, da recimo cepivo proti rotavirusu se jemlje oralno. V Ameriki uporabljajo tudi spreje za cepljenje proti gripi. Intranazalno. Tako v nosi. Ki so pa, če se ne motim, malo manj učinkoviti, ne? Ni nujno toliko manj učinkoviti. Dejstvo je, da so običajno to potem niso inaktivirana mrtva cepiva, ampak so živa, sicer oslabljena. In potem pri nekaterih kategorijah pa ta oslabljen virus lahko povzroči torej gripi podobno bolezen. In tega se sploh pri nekaterih, recimo, ki so imunsko zelo oslabeli, ne želimo. Hkrati se pa razvijajo tudi recimo v Sloveniji tele obliži za cepljenje. A v tem pogledu optimistično gledate na prihodnost in preprečevanje nalezljivih bolezni? Seveda, gledajte, tu sicer strah pred iglo, to je res en tak, bomo rekli, malo tudi iracionalen strah, ker z iglami se vsi srečuje. Tako. Pač vemo, mi imamo številne osebe, ki v naši ambulanti povejo, pa me je tako strah te igle cepljenja. Ampak potem, ko zaključijo cepljenje, kaj to je bilo to, sploh ni tako hudo, kot se nam zdi, in res smo veliko bolj nas je strah, kot je to dejansko bi bilo potrebno. Ampak še vedno pa mislim, da ta strah pred iglo, ki je prisoten pri nekaterih ljudeh, nikakor pa ne bi smel biti razlog, da ne izvedemo neke zaščite pred boleznijo, ki pa lahko za nas poteka v hudi obliki, zaradi katere lahko tudi ne nazadnje umremo. Zaradi tega, ker smo se bali igle. Tako da to bi bilo res škoda. Za tistih nekaj sekund, oziroma pri cepljenju zaboli samo vbod, običajno. Redko kdaj potem še ob sami aplikaciji, ampak torej ta strah pred iglo ne bi smel biti nek odločujoč faktor. No, po drugi strani pa, kot ste povedali,
Ta razvoj cepiv teče naprej. Vemo, da je prav preko teh obližev mogoče aktivirati te imunske celice, ki so v koži, in te sprožijo podobni imunski odgovor kot takrat, kadar cepivo apliciramo v mišico in pride potem do lokalnih bezgavk in se tam ta imunski odgovor najbolj steče. Tako da, ja, in tudi, kot rečeno, določena cepiva, to so sicer predvsem cepljenje z živimi oralnimi cepivi, je mogoč preko kapljic, kot rečeno, cepivo proti rotavirusu, dojenčki oziroma majhni otroci dobijo po kapljicah v usta, torej popijajo cepivo, pa tudi intranazalni sprej, teh možnih vnosov, teh antigenov v telo, ki potem sprožijo naš imunski odgovor, da smo kasneje zaščiteni pred živim virusom, ko pa pridemo v stik v naravnem okolju z njim, je pač seveda mogoč na več načinov. Hvala za pogovor. In upam, da sva komu pomagala pri lažji odločitvi za cepljenje. Ja, hvala lepa za povabilo in res si želim, da bi v Sloveniji več ljudi se zavedalo tega pomena cepljenja, kaj vse pravzaprav z cepljenjem lahko pridobimo in pravzaprav skoraj ničesar, če se odločimo cepljenje, izgubimo. Hvala. Hvala.